Čeprav prva pa ni, ne? V tem smislu, ker je moj krstni zavetnik je Marjan, sveti Marjan, močenec, to je bil eden izmed prvih rimskih močencev, protomarteri Romani, menda bil lektor ali pa diakon, Marjan in tovariši močenci. Kaj veliko več se v njem ne ve, ne? Ampak gotov pa je, za njim pa je Marijino ime, je pa Marija. Ne? Tudi kar nekaj ste se ukvarjali, ne? Z mariologijo. Ja, tudi. Teologija. Pa me zanima mogoče, kaj vam pa Marija pomeni, oziroma kako v Mariji vidite spodbudo v še večjo vero v Božjo ljubezen. Ja, Marija je zame tako največjih dokazov Božje ljubezni. Ker vse, kar je pravzaprav zaradi Božje ljubezni. Seveda je na drugi strani tudi ona sodelovala, je tudi ona odgovorila na najbolj človeški način. Ne? In zato je tudi vzornica nam, meni tudi osebno lahko. Vzornica, kako odgovoriti na Božjo ljubezen. In tu bi lahko odpirali cel kup vidikov. Ampak mogoče že prvi vidik je tak, ki ga mogoče malo zanemarjamo, da je Marija v svoji vlogi pravzaprav dala prostor tudi svetemu Jožefu. To skoraj spodabljamo. Da je pravzaprav Bog ni izbral samo Marije, da je za svoje očlovečenje, da je Bog izbral odnos med Marijo in Jožefom za očlovečenje svojega sina. Ampak tu je veličina, ne? Marija bi na nek način lahko čisto zasenčila Jožefa, bi tako rekli. Ampak ne, je živela z njim, je sprejela to ljubezen, ki je bila med njima, že predno jo je Bog povabil v to sodelovanje. In je nadaljevala, recimo to, kar je Bog želel od nje, je nadaljevala skupaj z Jožefom. In po drugi strani je tudi, kot je moral pri Mariji intervenirati, na poseben način, je tudi pri Jožefu na poseben način interveniral. Tudi njemu je poslal angela. Tako da ima tudi, ni samo angelovo znamenje Mariji, ampak imamo tudi angelovo znamenje Jožefu. Oba je moral Sveti Duh pripraviti na to, že to je ena veličina, da je nekako pustila ob sebi še drugemu, da je zaživel svojo karizmo, svoj dar, svoje poslanstvo. In to je kar velik izziv, kako mi drugemu, ljudem okrog nas dopuščamo in omogočamo, da zaživijo. Ne na račun nas, ampak da zaživijo sami, da se sami izpolnjujejo. Ker tako, vse se dogaja, tudi to, da kdo hoče na račun drugega zaživeti, takrat je tudi treba reči ne. In je to iz ljubezni, ne iz neke egoizma. No, potem gotovo je tako velik izziv Marijina, ta drža popolne odprtosti. Zgodi se mi po tvoji besedi, zgodi se mi. Čeprav ima svoje ideje, gotovo je imela svoje zamisli za življenje, ampak je bila sposobna sprejeti tudi nekaj, kar je šlo izven njenih okvirov. In Bog gre vedno izven okvirov. Tako je lepo videti, potem tudi v svojem življenju prepoznavati, recimo, to marijansko držo, če hočete, da ko se dogaja nekaj, kar ne gre v moje okvire, da lahko Bog dela še večje stvari, kakor bi jih delal v tistih mojih okvirih. In Mariji se je to nenehno dogajalo. Vse do križa, ko je mrtvega sina držala v naročju, je zopet so se vse njene predstave verjetno rušile. Ampak v tistem osnovnem odnosu ljubezni, vere, upanja,
pa je ostajala odprta. Ne? In zato je Bog lahko v njenem življenju uresničeval velike stvari. Ne? Ali drugi vidik zopet, ne, ki sam potrjuje to, da je bilo Božje delovanje v njej pristno. Ne? Da je praktično v naslednjem trenutku, ko je spočela otroka, ko je Jezus začel v njej živeti, odhitela k teti in pomagati, ko je izvedela, da je ona v 6. mesecu. Ne? Zopet ta bogopodobnost, ne? Ta naravnanost drugemu. Ne? Nisem jaz središče. Ne? Središče mora postati Kristus. Ne? Nisem jaz središče. Kot je Janez Krstnik dobro rekel, ne bomo to vzeli nedeljo, naslednjo nedeljo brali pri Evangeliju. Kdo si? Kdo si? Nisem Kristus. Pa bi lahko izkoristil. Vse je bilo tako napeljano, da bi mu verjeli celo, vsaj nekateri bi mu verjeli in bi šli za njim. Ne? Rekel ne, jaz nisem Kristus. Je povedal resnico v sebi in zato je lahko Bog delal velike stvari tudi po njem. Ne? To je ta vidik veličine v majhnosti, ne? Ali pa pozabljanje nase in odprtosti drugem. Tu je Marija velik vzor. Lahko bi še kaj rekel, da ne bo preveč. Hvala. Zdaj pa tudi vas vabim k kakšnemu vprašanju.